Danes bomo na hitro pogledali, kako se uporabljajo morske alge za češnje. Torej, kaj naredijo, oziroma kaj se je pokazalo, večletne praktične izkušnje, znanstvene raziskave so pokazale, da rastline tretirane z BCX900, to je preparat iz rjavih morskih alg, ki je izdelan 100% v Sloveniji, razvile vsaj 50% več finih korenin. Fine korenine, to so lasaste korenine, ki v bistvu črpajo hranila iz zemlje. Torej, pri vsakem tretiranju z preparatom oziroma nadaljujemo rjave morske alge, se razvije več finih korenin. In posledično, ker je koreninski sistem večji, je izkoristek gnojil oziroma hranil v zemlji večji, posledično so večje rastline, bolje prehranjene, imajo dostope do več vode in so posledično dosegale v povprečju za 20% večji pridelek kot sem že omenil, pri manjši uporabi gnojil. Torej, uporaba morskih alg zmanjša potrebe po škropljenju pri kmetovanju in rastline so bolj odporne na sušo in večje deževe. Bomo kasneje pogledali tudi eno priporočilo oziroma poročilo, kar dajmo pogledati. Tu imamo iz 2017 priporočilo iz kmetije Olea, iz Izole. Torej pišejo, uporaba BCX900 se je v naših nasadih pokazala kot učinkovito pomoč pri nevtralizaciji stresov, kot so izjemno visoke temperature, dolgotrajna suša, preobilne padavine ali močni vetrovi. Listi so bolj zeleni, imamo več zelene mase za mulčenje, plodovi so bolj trpežni in obstojni. Torej, generalno so zajeli, da je pridelava češenj boljša. Evo, recimo še en dokaj pogost problem pri čerešnjah je pokane češenj in tukaj pravijo takole. Še izrazitejši je bil učinek na češnjah v sezoni 2016, ko je bilo v zaključku zorenja in v času nabiranja veliko dežja in vetra. Z uporabo BCX900 smo na vaših drevesih zaznali bistveno zmanjšanje pokanja plodov ter manjše posledice zaradi medsebojnega trgnjenja. Torej, kadar je dosti padavin v obdobju obiranja ali tik pred obiranjem, se češnje praktično preveč napijajo vode in če jih veter potem dobi, se drgnejo in začnejo plodovi pokati. To ste najverjetneje opazili že tudi doma pri vaših čerešnjah. Še en, kako bi rekel, vzrok je, ker prehitro rastejo in ni sorazmerja, zato tudi pokajo. V splošnem ugotavljajo, da nam tak način oskrbe ekoloških nasadov zagotavlja optimalnejši donos. Drevesa ohranjajo v boljši oziroma odlični, pišejo, kondiciji, saj so zaradi tega bistveno bolj naravno odporna proti raznovrstnim stresom, ki so stalnica v zadnjih letih. Torej, če bi ponovili, ne samo, da preprečujejo bolezni, potrebno je manj gnojenja, torej tukaj na ekološki proizvodnji so še toliko bolj te stvari pomembne, preprečujejo tudi bolezni, gnitje in tako dalje. Kdaj jih uporabljamo? Škropimo prvič drevesa en teden pred cvetenjem, en teden po cvetenju in potem še opcijsko dvakrat pred obiranjem. Zdaj, recimo doma verjetno ne bomo tolikokrat tretirali, ampak na začetku vegetacije pred cvetenjem je dobro, če ste ta termin zamudili, ponekod po Sloveniji že cvetijo češnje, lahko počakate, da odcvetijo in potem še dvakrat v razliki 14 dneh uporabite morske alge in jih tretirate po naslednjem receptu. Torej, doziranje, ponavadi mi napišemo, koliko na hektar, bom povedal tudi za domačo uporabo. Vsako doziranje oziroma vsako špricanje, škropljenje uporabimo 2 litra BCX900, torej morskih alg na hektar. Mešamo v razmerju 1:200. Torej, za domačo uporabo tudi imamo tudi tukaj tabelo, kako doziramo oziroma koliko je potrebno dodati.
Torej, če za mlada drevesa nekje 2,5 litra verjetno škropilne mešanice bo dovolj, torej tam dodamo recimo 10 ml, malo več kot 10 ml, če pa pripravljamo v škropilnice kot ponavadi, nekje 10 do 12 litrov, dodamo 50 ml biokompleksa oziroma morskih alg. Torej, vedno količino vode, ki smo jo nameravali oziroma smo jo pripravili, delimo z 200 in dobimo potrebno količino morskih alg, ki jih dodamo. Torej, za več informacij, kako delujejo rjave morske alge tudi na druge rastline, lahko pogledate na rjavemorske-alge.si, na tej Facebook strani in pa na YouTube kanalu Rjave morske alge.